Festival dobrot na Celjskem sejmu obiskalo 1200 ljudi. V središču Celja odprli festival penin. Mestna občina Velenje denar za ognjemet porabila za nakup 3D tiskalnikov. Košarkarice atleta v državnem prvenstvu neporažene že 53 tekem. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. V sklopu festivalov na Celjskem sejmišču so minulo soboto prvič pripravili festival sladkih dobrot. Praznično vzdušje so pričarali tudi z obiskom Božička, otroško praznično kuharsko ustvarjalnico z Emilijo Pavlič ter predstavitvijo ponudbe 55 ponudnikov. Številne dobrote je preizkušalo 1200 ljudi. V teh dneh na prazničnih mizah ne bo manjkalo številnih dobrot. Nekateri jih boste pripravili sami, spet drugi kupili. Pomembno pa je, da si vsaj ob koncu leta pričaramo praznično vzdušje in se sproščeno prepustimo druženju s sorodniki in prijatelji. Kuharica Emilija Pavlič poudarja, da je potrebno pričarati domačnost. Največja moja želja je, da bi od tega imeli največ otroci. Poleg tega imajo, če imajo otroci, imajo tudi starši. In to je mir. Hiša mora dišati in tudi po piškotih, že ki je pač tak praznik, ampak naj zadiši tudi po dobri domači žipi, naj zadiši po zelju, naj zadiši po mlečni kaši. To so prazniki, pa zagotovo reče ata pa mama doma. Veste, to je ta zgodba, da jo otroci nosimo v duši in v spominu dobrih jedi, ampak zato se je treba potruditi. Potice, keksi, peciva, seveda pa ni manjkala niti čokolada. Biolado dela posebno to, da je narejena po moji lastni recepturi, ki je nastala zaradi tega, ker je moj otrok prehranski alergik in ker nismo našli čokolade, ki bi bila brez alergenih snovi, ki bi imela pravzaprav čokoladno lep in dober okus, smo se pač odločili, da sami recepturo razvijemo. Praznične dobrote lahko posladkamo tudi z medom, ki je bolj zdrav kot navadni sladkor in je med Slovenci zelo pogosto tudi uporabno darilo prijateljem ob praznikih. Je med vsekakor zelo priporočljiv, da se uporablja in za sladkanje čajev, za sladkanje raznih drugih pijač, recimo kave, lahko ga uporabimo tudi pri peki peciv. Zelo dobri so medenjaki, domači medenjaki sploh, s kakšnim kostanjevim medom pridejo zelo dobro, zelo lep okus, aromo dobijo. Med razstavljavci pa so tudi takšni, ki jih je med domače peke sladkih dobrot pripeljala sprememba v življenju. Cvetka Krabonja je denimo izgubila službo. Danes se ponaša z večkrat nagrajenim sadnim kruhom. To je, ker je iz čistega sadja, pa ni nobenih dodatkov, ne jajc, ne mlečnih stvari, ne sladkorja, praktično pravo optimalno zrelo sadje, kar daje visoko kvaliteto okusu in tudi zdravim, samemu sadežu kot vitaminov in mineralov, da je najboljši izkoristek. Na festivalu so se poleg ponudnikov sladkih dobrot predstavili tudi nekateri drugi izdelovalci in pridelovalci. Med sladke dobrote pa seveda sodijo tudi tiste v tekoči obliki. Želimo tudi omogočiti ljudem, da ponudijo nekaj bolj naravnega, domačega, tudi mogoče svojim bližnjim in potem mogoče kak tak sok tudi odprejo pri večeri na eni izmed teh praznikov in se z njim tudi posladkajo. Zlasti inovativni so mladi. In kaj priporočajo? Naj poskusijo, naj ne obupajo, tudi meni ne uspe vedno v prvo, tako da... Jaz predlagam, predvsem sploh zdaj, ko je december, da uživamo v teh malih pregrehah, pa se z njimi posladkamo brez slabe vesti. Prihodnice bodo na Celjskem sejmu posvetili kavi. Spet bo pestra ponudba za vse tiste, ki imajo radi kavo, tudi slogan sejma je zaljubljeni v kavo. Ponudba bo dobra, tudi ne samo kave, ampak tudi obreda kavnega, recimo prikaz kavnega obreda, potem različnih ponudnikov kave, teh dodatkov, opreme in tega. Festival bo v soboto 23. januarja. V Celju pa v teh dneh poteka še en festival. Na celjski tržnici oziroma v Savinovi ulici so sinoči odprli festival penin. Na 4 stojnicah lahko do božičnega večera preizkušate in kupujete penine nekaterih slovenskih proizvajalcev.
V Simbiju, ki upravlja s celjsko tržnico, vse skozi iščejo nove priložnosti za popestritev dogajanja v tem delu mesta. Festival Penin je tako le eden v seriji dogodkov, ki so jih letos že pripravili, a kot poudarjajo, so se tega lotili prvi v regiji. Pripravili pa so ga skupaj z bližnjo restavracijo Stari Piskar. Poleti se bomo spomnili, da je bila uspešna odprta kuhna na tem področju, potem smo nekako uveljavljali didaktične srede, v tem zimskem ali pa predbožičnem času pa bomo poskusili zdaj z festivalom Penin, vabljeni, dobrodošli v Savino ulico v mestno središče Celje. Marsikaj dobrega je za poskusiti in kot je Janko danes dobro parafraziral, ali pa če jaz njega parafraziram, je rekel v pravlično deželo odraslih. Festival Penin tako ponuja predstavitev 4 slovenskih proizvajalcev penin: Petoviona, P&F Jeruzalem, Marinič in Emino. Na njihovih stojnicah boste lahko do četrtka zvečer preizkušali nekaj med seboj precej različnih penin, od ekstra suhih do tistih bolj sladkih. Tu so tudi roze penine. Pri nas smo dolgo vztrajali brez penin, moram reči, glede na konkurenco kar precej dolgo. In bom rekel tako, leta 2010 smo se odločili, da bomo pričeli tudi s peninami, se pravi prvo smo ponudili potem leta 2012, se pravi 2012. Mi smo se lotili prvo za nas doma, za prijatelje delati penino, potem pa, ker je ta stvar zalaufala, smo se začeli proizvodnjo večati in tako da zdaj smo naredili še blagovno znamko Gizela in tako da smo tudi na trgu. Penine lahko seveda tudi kupite, proizvajalci pa zagotavljajo, da ne boste razočarani. Je pa res, kot je bilo slišati na otvoritvi, da Slovenci še vedno največ penin popijemo ob praznovanjih. V tujini je ta vrsta pijače lahko na mizi tudi ob povsem običajnih dneh. Penine se v hotelih ali pri poznavalcih zelo veliko uporabljajo tudi pri zajtrkih, kot aperitivi, pri kosilih ali večerjah. Saj penina, zato se uporabljajo predvsem suhe ali polsuhe penine, da vam v bistvu v ustah osveži okus, s tem zaužijete hrano in jo tudi drugače bolj polno čutite. Kot še dodaja Matija Jagrič iz kleti Emino, tudi pri peninah lahko ločimo tiste, ki gredo bolj v slast ženskam, in tiste, ki jih poimenuje moške penine. Muškatna penina je nekako sama po sebi že muškat kot sorta, ženske privlači zaradi svoje arome predvsem, in pa ponavadi oziroma v velikih primerih muškatom kot sorti puščamo nekoliko sladkorja, ker pač se zelo dobro sklada z tem karakterjem in pa z aromatiko. In seveda dame pa vejo, imajo rade sladke. Nekatere penine lahko dobro kombinirate tudi s številnimi jedmi ali jih uporabite kot sestavino pri pripravi obroka. Tale naša penina, rumeni muškat ekstra brut, je izjemno kulinarična penina, torej lahko jo dejansko že, ker je izjemno sveža. To ne pomeni, da čutite v ustih kislino, ampak čutite svežino, ne pa kisline, da jo lahko pravzaprav že začnete zjutraj piti, uživati. Drugače pa jo svetujemo kot pri vseh predjedeh za zeleno solato, torej za neko kombinacijo zelenih solat, ki z dodatki enih sirov, mladih sirov, lahko tudi zorjenih sirov, in to je kot predjed približno 4 do 5 stopinj ohlajena, izjemno se lepo druži z solatami. Festival Penin bo še jutri odprt od 10 do 19, na božični večer do 18. Mestna občina Velenje je velenskim osnovnim šolam ter Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje kupila 3D tiskalnike. Za nakup so porabili 8.000 evrov, ki bi jih sicer porabili za novoletni ognjemet. Odločitev je seveda bila, kar se nas tiče, zelo enostavna in lahka. Odpovedati se ognjemetu in poskrbeti za to, da vse osnovne šole v mestni občini Velenje skupaj s Centrom za vzgojo in izobraževanje dobijo 3D tiskalnik. 3D tiskalnik je dobra zadeva. Pred časom sem opazoval oziroma spremljal eno oddajo, kjer so zelo nazorno pokazali, kaj vse je moč storiti s 3D tiskalnikom, od proteze
ki nadomesti roko in podobnih zgodb. To je seveda tehnika, ki omogoča marsikaj in prav je, da se naši učenci v osnovnih šolah spoprijateljijo in spoznajo sodobno tehniko. Osnovne šole v Mestni občini Velenje smo vajeni odličnega sodelovanja z našo ustanoviteljico Mestno občino Velenje. Odločitev župana, da osnovnim šolam podari 3D tiskalnike, pa je bilo veliko presenečenje za vse nas. Šole smo valilnica dobrih idej, smo ustvarjalni, imamo mnogo energije in veseli smo, da bomo lahko šli v korak s časom, da bomo lahko posodobili naše delo in prve izdelke pokazali že v začetku prihodnjega leta. Mestna občina Velenje bo okrog 10 000 evrov, ki jih svetniške skupine niso porabile v letu 2015, namenila za pomoč občankam in občanom. Mi imamo odbor v Mestni občini Velenje, ki ga vodi gospod Drago Kolar in ki že nekaj let spremlja potrebe naših občank in občanov po pomoči v različnih oblikah in zato seveda potrebuje sredstva. Bil je že organiziran dobrodelni koncert in kar nekaj sredstev smo tudi iz proračuna za ta namen že odvajali. Zdaj, največje težave so bile v času, ko je Vegrad klavrno končal in smo poskrbeli, kolikor smo pač lahko, čeprav to ni bila naša dolžnost za zaposlene v tej propadli firmi. Kasneje pa je ta praksa kot primer dobre prakse ostala naša stalnica pri delovanju, tako da bomo iz teh sredstev 10 000 evrov namenili temu odboru, ki bo na ta način lahko tudi v naslednjem letu deloval na področju svojega humanitarnega poslanstva. Dodajmo še, da je Mestna občina Velenje 5 000 evrov namesto za županov novoletni koncert namenila bolnišnici Topolšica. Košarkarice Atleta v letu 2015 v domačem državnem prvenstvu niso izgubile niti ene tekme. Njihov zmagoviti niz v državnem prvenstvu je zdaj pri številki 53, saj so zadnji poraz doživele 9. novembra leta 2013. V tokratnem derbiju 7. kroga državnega prvenstva so 96 proti 75 premagale Grosuplje. Po visoki zmagi s Triglavom je ekipa Grosuplja prišla v Celje po morebitno novo presenečenje. Kot enega izmed glavnih adutov je trener Slavko Duščak računal na Rebeko Abramovič, ki je kar 7 sezon igrala v celjskem dresu in ki se je po nekaj mesečni odsotnosti vrnila na košarkarska prizorišča. Gostje so začele odlično in dvakrat povedle z 10 točkami prednosti. Poleg omenjene, ki ni grešila meta za 3 točke, je v prvem polčasu odlično igrala še Alina Gerkeš. Skupaj sta dosegli 32 od 41 dolenjskih točk. Na celjski strani je moral domači strateg Damir Grgič hitro poseči po minutah odmora in premešati zasedbo na igrišču. Po vstopu Larise v Cvirk so se gostiteljice začele približevati in prevzemati pobudo. V tretji četrtini je razlika narasla na 13 točk, a so se gosti do konca 30. minute približale na 7. Še v 35. minuti je domača prednost znašala 11 točk. V slabih 3 minutah je domača vrsta dosegla 15 zaporednih točk in tako so Celjanke na koncu prišle do visoke zmage 96-75. Ana Marija Prezelj je bila najbolj učinkovita pri gostiteljicah, kjer je kar 5 igralk doseglo dvoštevilčni izkupiček. Abramovičeva je nekdanjemu klubu nasula 24 točk. Od 7 metov za 3 je bilo natančnih kar 6 njenih poskusov. Mislim, da je na tej tekmi dobro smo se tako pripravili. Imeli smo v četrtek težko tekmo proti Triglavu in mislim, da smo se tam bolj kaj ne strošile. Zaradi tega, ker smo danes prišli pokazati v Celju, dati vse v Celje, kar bo. Vmes so bile une minute, ki nas je zmanjkali in zaradi tega pol taka razlika na koncu. Presenetljiv začetek, mislim, da rekel presenetljiv začetek. Igrali smo dobro, dokler smo imeli moči. Poznala se nam je tekmo v četrtek, en dan premora je bilo vmes med tekmami, neki punce še poškodovanih, bolanih, tako da je Davk naredil svoje. Jaz sem lahko samo svojim puncem čestitam in pravim pa, da realna razlika ali nerealna, meni je to vseeno. Bi sam rekel, da
so pokazali punci, da lahko tudi s Celjem igramo in to je gradili bomo tako naprej. Sam ne morem biti ravno najbolj zadovoljen z nekaterimi reakcijami, pa vendarle mislim, da smo bili energetsko dobri, da je bila želja prisotna, tudi na trenutke pamet, na trenutke pa spet zgledamo kot neka pionirska ekipa, pa vendarle dovolj za današnjo zmago, kar pa sigurno ni realni pokazatelj obeh tekmecev. Po izpadu iz Jadranske lige Celjankam ostaja le tekmovanje v državnem prvenstvu, ki se bo nadaljevalo 16. januarja. Prvo, kar moramo narediti, se zapreti v dvorano, trenirati. Ta dekleta rabijo trening in če ga kdaj imamo čas, ga imamo v januarju in to bomo izkoristili za kvalitete treninge, da se dvignimo tako fizično kot psihično in da poskušamo se čim bolj, kar se da, pripraviti na zaključek državnega prvenstva. Jutri bo v zahodnji in osrednji Sloveniji pretežno oblačno, drugod deloma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 5, najvišje dnevne pa od 6 do 13 stopinj Celzija. V četrtek bo v severni Sloveniji delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. V petek bo več oblačnosti na jugozahodu države, drugod pa bo deloma sončno z nekaj megle po nižinah. Nič dežja, nič snega vse do konca leta, vsaj tako pravijo vremenoslovci. Bo pa zato zagotovo zanimiv program na televiziji Celje, že tistega v nadaljevanju ne zamudite, mi pa želimo lep večer še naprej.